bistvu tukaj delajo? Naša naloga je, da je zračni promet, ki vstopa v slovenski zračni prostor in ga po čim krajši poti potem zapusti, čim bolj varen. Se pravi, moramo zagotoviti, da je njihova minimalna medsebojna razdalja oziroma oddaljenost vedno taka, kot je zakonom oziroma z nekimi predpisi določena. Koliko letal pa v enem dnevu preleti Slovenijo? 900 letal na dan, pri čemer se velika večina od teh 900 letal zgodi med, rečemo, 6. uro zjutraj pa nekje 11. uro zvečer. Istočasno je pa lahko v zračnem prostoru Slovenije lahko tudi 90-100 letal. Vsak pilot, ki vstopi v zračni prostor, se javi kontrolorju, ki mu potem izda jasna navodila, po kakšni poti in na kakšen način naj zračni prostor Slovenije preleti. Zakaj v bistvu vi potrebujete toliko različnih barv? Ja, v bistvu vsaka nam pove, kaj se s tem letalom dogaja. Kaj pa teli oranžni? Oranžni so pa tisti, ki vemo, da je bil pri nas, je še v našem zračnem prostoru, ko gre pa čez mejo, je pa za nas, bi rekel, zgodovina. Adria 15 Papa, Ljubljana Radar, dober dan, identified, clear, direct to Nemek. Vprašal je, če nam je kdo pove, ponovadi piloti sporočijo, če jih kje trese, in se mi zapomnimo ali pa napišemo, da so določeni nivoji, kjer jih trese, in pa oni lahko se izberejo, ne vem, grejo gor, dol, če vejo, da je 3 leveli nižji, nič ne trese, pa se odločijo, da grejo dol. Zakaj pa govorite angleško? Ja, zato, ker v bistvu uradni jezik v kontroli zračnega prometa je angleščina in v bistvu tudi, recimo, z adrijskimi piloti, ki znajo po slovenski, je treba govoriti po angleško, zato da tudi ostali, ki so v bližini, lahko zastopijo, kaj se dogaja. A če pride do trka 2 letal, a potem kdo je kriv? Mi najraje vidimo, če ne pride, ne? Zato smo tle. Tukaj boste videli zdaj simulator, kako izgleda praktično šolanje kontrolorja zračnega prometa. Tukaj, tako kot smo videli na sektorju prej, vidite v zgornji vrstici, kako je ime letalo, tista številka, ki je spodaj, je pa višina, na kateri letala leti. Pa boš rekel fantom, da me uro poženajo zdaj. Ti, kar rečeš, mi smo pa pravi, že pritisnemo. Mi smo pripravljeni. Ok, klapsa. Jakob Džamiš rdeča. Viš, tukaj imate enako višino, zdaj dokler bomo samo gledali, se nam bo zgodilo samo od sebe nič. Dajmo reči mu Niki 8424, spusti se na višino 320. Niki 8342, spusti se na višino 320. spusti se na višino 320. Viš, in ta Niki, ki si mu rekel, da naj gre na višino 32.000 evrov, je to začel delati in se nam je dobro išlo s tistim letalom, v katerega bi se sicer zaletel. Super. Lufthansa 5 November, hotel request central level 330. No, pa mu reči zdaj, se pravi Lufthansa 5 November hotel, spusti se na višino 330. A bomo samo reči, spusti se. Ja, moš povedati komu, veš? Če boš rekel samo spusti se, bodo šli vsi dol, ali pa ben. Ti mu reči Lufthansa 5 NH, spusti se na višino 330. Lufthansa 5 NH, spusti se na višino 30. Spuščam se na 30, Lufthansa 5 NH. Roger. Kaj bo to Roger pomeni? Kaj rečemo pilotu? Roger pomeni to, da je bila njegova zadnja oddaja slišana in sprejeta. Takrat mu samo povemo Roger. Roger, zadržite višino 320. Gremo na višino 320, Lufthansa 5 NH. Rešeno si videl. Vsi so varno zapustili zračni prostor.